Hvala Jezus in Marija, moji prijatelji, oddaje Pot poti v domovini in tujini. Najprej bi vas rad prisrčno pozdravil in vam zaželel dobrodošlico v oddaji Pot poti, predvsem tistih gluhim in naglušnih osebam. Z nami je duhovnik Edi, dobrodošli v naši družbi in lepo pozdravljeni. Moram priznati, da sem imel v oddaji že nekaj gostov, vedno mislim, da ni bilo nikogar, če se motim, se opravičujem, da bi kateri od njih govoril jezik gluhih, kar znal tolmačiti. Bog daj, gospod župnik oziroma duhovnik Edi, in vesel sem, da so vas gledalci oddaje Pot poti povabili v našo družino oddaje Pot poti. Dobrodošli. Lep pozdrav tudi vi k nam, dobrodošli v župnijo Ljubljana Šentvid. Kako to, da ste se odločili, da se naučite te znakovne govorice? Ja, tudi drugi jeziki so me zanimali, kot je nemščina, angliščina, potem pa še nekaj, eno leto sem se učil tudi italijanščino na teološki fakulteti. Moja materinščina je češčina, v šoli sem se učil 9 let ruščine in to zanimanje za ostale, se pravi fonetske jezike, me je pripeljalo tudi do tega, zakaj pa se ne naučiti tudi znakovnega jezika, slovenskega znakovnega jezika. Ta želja se je pojavila že tam v 2., 3. letniku na teološki fakulteti, čeprav takrat še nisem imel pojma, da sploh gre za slovenski znakovni jezik. Takrat sem še mislil, da je to univerzalni, eden jezik za vse jezike sveta. Verjetno se tega jezika ni bilo znakovnega lahko naučiti. Res ni bilo se ga lahko naučiti. Obiskoval sem pač na Vojkovi zavod za gluhe in naglušne 3,5 leta, končal sem, se pravi, 6 semestrov. Toda to je bilo bolj šolskega tipa. Še rekel sem bil posvečen v Mašnika 2005 in ko smo začeli, se pravi, čez pol leta po mojem posvečenju z znakovnimi mašami, takrat se mi je nekako jezik bolj utrdil, ko sem začel z njimi komunicirati. Ali je v Sloveniji še kakšen duhovnik, ki zna znakovno govorico gluhih in naglušnih? Poznate morda zgodovino? Zaenkrat duhovnik, ki mašuje v znakovnem jeziku, sem nažalost samo jaz. Bil bi vesel, da bi kdo drug od duhovnikov se tudi naučil tega jezika, čeprav sodelujeva skupaj z frančiškani, s patrom Bogdanom Knausom, ki je koordinator verske pastorale gluhih in naglušnih pri nas v Sloveniji. Je pa bilo v zgodovini na Slovenskem kar nekaj duhovnikov, ki so včasih delovali z gluhimi in so tudi obvladali, se pravi, jezik gluhih in naglušnih, recimo samo rajni duhovnik gospod Tome, ki se je kar dobro zapisal v spominu naših gluhih in naglušnih, potem pa tudi pater Bijol. V katerih župnijah sedaj sodelujete oziroma pomagate, delujete? Pred 2 letoma, se pravi 2007, s februarjem mesecem smo začeli s prvo mašo, znakovno sveto mašo tukaj v župniji Ljubljana Šentvid, kjer tudi sem kot kaplan. Letos pa smo začeli še z znakovnimi svetimi mašami v župniji Kralj Šmartin. Prejšnji november, se pravi leta 2008, prejšnjega novembra, pa smo začeli še vsako drugo nedeljo tudi s katehizami ali pa verskimi delavnicami za gluhe in naglušne.
V Svetem pismu sem opazil, da so gluhi in naglušni kar velikokrat zastopani. Kako bi to razložili? Ja, človek je šibak, naše telo je šibko, naši organi so šibki in sedanji časi se niso ničesar razlikovali od prejšnjih časov in prejšnji časi tudi ne od sedanjih. Čeprav danes imamo različne pripomočke, tudi pravočasne operacije, da se mogoče ta gluhota malo ublaži oziroma da se tisti polžev usadek, se pravi nekako v človeško lobanjo, se tisti aparati dajo, potem pa nekako se na ta način pomaga, se pravi omiliti gluhoto in težo tega sveta. Je odziv oziroma razumevanje Jezusovega nauka z uvedbo znakovnega jezika za gluhe in naglušne tudi boljši? Kakšno je vaše mnenje? Jezus je za gluhe osebe zares en velik izziv, tako kot je to za slišeče. Ali je boljši odziv zdaj, ko imamo, se pravi, bogoslužje v njihovem jeziku, lahko bi rekel, da ja, da zagotovo, čeprav še veliko je težav s določenimi ljudmi, kajti prejšnji sistem se je močno urezal tudi v mentaliteto gluhe osebe in svet duhovnosti se šele zdaj zadnji čas nekako odpira gluhim. Kako so pravzaprav gluhi in naglušni sprejeli, da jim je sveto mašo posredujete v njihovem znakovnem jeziku, kajti menim, da je to zelo dobro. Ja, starejša populacija je z veseljem sprejela, z mladimi je pa malo težje, zato ker niso deležni verske vzgoje od malih nog. Starejša populacija je bila deležna verouka, katehes še doma pri svojih domačih župnikih, čeprav takrat niso ničesar skoraj razumeli, niso vedeli, zakaj gre. Ampak nekaj iz otroštva se jim je urezano in zdaj, ko starejši nekako tudi tista nostalgija po tistem miru, čeprav so mogoče v nekem obdobju svojega življenja zapustili oziroma niso prakticirali vere, zdaj se pa vračajo. Problem je z mladimi, katerim je mogoče premalo se daje, premalo je možnosti, ampak v Božjih rokah je vse, tudi njihova prihodnost. V oddajah Pot poti smo imeli 2 oddaji z gospodom župnikom Petrom Leskovarjem in tudi o Veliki noči z duhovnikom Jožefom Lipovškom, ki so bile prevedene v tale znakovni jezik in odziv ljudi je dober, čeprav večina tudi je to prvič videla ta jezik in se to nekako je v povojih. Je to ta stvar dobra? Imate prav, ta jezik je v povojih, recimo sedaj Verski center gluhih in naglušnih v Šiški, prav se trudi izdati novi slovar z verskimi izrazi v znakovnem jeziku, ki je zelo, tako rekoč, površen. Manjkajo nam izrazi iz verske terminologije, tako da smo prejšnje leto delali na tem, se pravi tolmači, potem duhovniki, pa tudi učitelji v Zavodu gluhih in naglušnih, da smo, se pravi, skupaj ustvarili z gluhimi, seveda, z njihovo pomočjo, tudi nove izraze. Ta jezik je res v povojih in se še zmeraj razvija. Kaj bi bilo potrebno na tem področju narediti? Morda opozoriti tudi tiste slišeče vernike, da bi bili malo drugačni do teh, ki ne slišijo in tudi, če ne slišijo, so po mojem bliže Bogu. V zadnjem času se je veliko naredilo za gluhe in naglušne. To, da se mi zdi, da slišeči še premalo poznamo te ljudi. Recimo z Nemcem se lahko pogovoriš, z Američanom se lahko pogovoriš, Slovenci obvladamo tuje jezike, to da svojimi sonarodnjaki, ki so prikrajšani za sluh, pa nažalost ne moremo spregovoriti niti besede. Če nas kaj vprašamo, mogoče se slišeči celo ustrašimo. Tudi jaz sem se v svojih mladostnih letih, ko jih nisem poznal, ustrašil, ko me je kakšen gluh postavil na ulici, ker nisem imel kaj hoče. Tako da se mi zdi, da kljub temu, da se v javnosti zdaj propagira in nekako beseda gluhih prihaja v javnost, mislim, da je to še premalo. Lahko morda poveste, kdaj in kje so svete maše v znakovni govorici, čeprav ste že nekaj omenili? Ja, tako. Svete maše v znakovnem jeziku so tukaj v Župniji Ljubljana Šentvid vsako zadnjo nedeljo v mesecu in vsako tretjo nedeljo v mesecu v Župniji Kranj Šmartin. Se pravi, želeli smo nekako
obseči še, zaobjeti tudi gluhe srednje Gorenjske. Pa, kot sem rekel, vsako drugo nedeljo tukaj v Ljubljana Šentvid imamo še kateheze. Ker so tu ne samo gledalci po celotni Sloveniji, tudi gledalci Gorenjske televizije z nami, je to dobro obvestilo. Na spletni strani www.živilko.com krščanskega strežnika RKC so tudi vsi 4 deli rožnega venca za gluhe in naglušne osebe in bi jih toplo priporočal tudi gledalci, da ponudijo tistim, kateri pravzaprav to potrebujejo. Kaj več lahko tudi dobite na elektronskem naslovu pot@planet.si. Ali imate občutek, da v Sloveniji za gluhe in naglušne naredimo dovolj? Kar se tiče medijev, seveda veliko več, kot je to bilo recimo v prejšnjih letih, to, da gluhi se še zmeraj nekako pritožujejo, da recimo podnapisi določenih oddaj niso adekvatno narejeni, kajti, veste, prehitro, včasih ni kontinuirano, berejo in gledajo in je z neko zamudo ali pa s prehitevanjem. To je en manko. Drug manko je pa, da gluha oseba včasih, ko prebira, se pravi podnapise, ne razume vseh besed. In zato je tudi nekako, bi rekel, nezadovoljen s podnapisi. Raje vidi, da je tolmač zraven, da je tisti oblaček v spodnjem kotu, da res sledi njemu. Ker, veste, znakovni jezik se ne prevaja, znakovni jezik se tolmači. Se pravi, našo fonetsko govorico nekako jo podamo gluhi osebi v bolj preprosti obliki, kajti ta jezik se ne more dobesedno prevajati. Tudi ostali jeziki ne, znakovni pa še težje, še manj. Kako pa kaj naglušni sprejmejo bogoslužje, ga razumejo, verjetno ga je treba tudi prilagoditi? Imate prav, bogoslužje kot tako, sicer se ne more prilagajati, ne vem, da bi v tem smislu, da bi nekaj dali ven, nekaj dodali, je pa marsikatero besedo mogoče drugače tolmačiti, drugače je povedati, da ne izgubi smisel, tu pa moramo biti zelo pozorni. Drugače pa popolnoma, ko ste videli, sveta maša poteka normalno, če jo poznate, ko mocejo lahko, se pravi, ste dejavni tudi vi, čeprav recimo pri znakovni maši sploh ne uporabljamo glasu. Pri petju že, zaradi različnih pavz v pesmi, da bi doživeli, se pravi, tudi pesem, potrebujem, se pravi, glas. Medtem ko pri govoru pa pri sveti maši ne uporabljamo glasu. Ker so itak pri tej sveti maši samo čisto gluhi. Kakšen je procent vernih naglušnih oseb v Sloveniji, pa morda tudi tisti, ki nas sedaj gledajo po celotni Sloveniji, kam bi se lahko tudi obrnili? Težko rečem, koliko je vernih gluhih in naglušnih na Slovenskem. Jaz bi rekel, da vsaka gluha oseba ima dovolj podlage za to, da bi veril v Boga. Mogoče ima različne predsodke, ki ga je sprejel, ne vem, v svojem otroštvu, kjer ga mogoče duhovniki niso razumeli. Ali pa mogoče, da smo jim, ne vem, slišeči vsiljevali v prejšnjem sistemu ta, se pravi, kontracerkveni, se pravi, vpliv. Tako da, če bi gluha oseba imela ustrezno osebo blizu sebe, pa da bi, se pravi, kdo razložil, mislim, da bi bilo precej lažje tudi gluhim, da bi se odločili za Boga, ker pravzaprav to lahko to čudijo v svojem srcu. Še kakšna misel v koncu oddaje? Ja, privoščil bi nam slišečim, da smo do gluhih in naglušnih bolj obzirni. Privoščil bi tudi tistim, ki imajo v svoji bližini, se pravi gluhe in naglušne, da bi povedali, da katoliška cerkev res se trudi tudi tem ljudem približati Božje kraljestvo in približati Jezusovo oznanilo ustajenja, veselja in milosti. Obenem pa bi privoščil tudi to, da se ta jezik čedalje bolj uveljavlja v slovenski kulturi. Ne samo med gluhimi, ampak tudi, se pravi, med slišečimi.
da vzljubimo ta jezik, da ga sprejmemo kot tudi kot en način komunikacije. Vse vemo, da se ljudje ne pogovarjamo samo z glasom, ampak tudi z gestami, mi kot rečemo, tudi z rokami. Znakovni sveti maši. Zanimivo, lepo, rada vidi krita noma. Pravi, da duhovnik dobro krita. Dobro krita. Ali mogoče vam je zdaj boljše, ko imamo? Ali se mogoče počutite boljše pri kretani maši? Res je, maša kretanja je nekaj za njo super. Lepo, lepo. Še kakšno vprašanje? Za vas pomeni sveta maša. Kaj pomeni za vas sveta maša? Kaj pomeni? Težko ne more reči. Sveta, ne gluhi. Pravi, da se mi rešili. Prej ni bilo. Prej ni bilo kretanika, ne maš, niti ničesar, kar se tiče verskega, izvirno duhovnika. Ne? Je bilo sicer po prevajalcu, ampak radi vidijo tudi duhovnika, da kreta. Prvič, pač ko je duhovnik... Edini duhovnik, ki kreta. V redu, hvala lepa. Za vas pomeni sveta maša. Sveta maša v znakovnem jeziku pomeni za mene, ne samo za mene, za vse gluhe, da jo razumemo v našem jeziku, da jo razumemo. Prej smo bili samo, molili smo lahko drugega, razen če bi to imel zraven. Če pa je duhovnik, to je pa vse nekaj drugega. Mladi prihajajo sveti maši. Skoraj nikoli ne prihaja. Ne? Prvič, ko sem prišla tukaj, z znakovne maše, sem bila vesela. Tudi nedeljam vedno, a ne? Zadnji mesec v Šentvidu prihaja sem k sveti maši. Kako se tebi zdijo pogovori, drugi tedni nedelje? Pogovori. Ali tebe zanima vera? Jo zanima, ne? Kdo za tebe Bog? Kdo je za tebe Bog? Aha. Ali veš, kdo je Jezus Kristus? Veš, ne? Kdo je zate Jezus Kristus? Božji sin je, ne? Tako, hvala lepa. Hvala. Marija, pomagaj nam, sleherni čas, na tebe ozira se vsak izmed nas. Marija, vse Maria,
Najprej bi se želel zahvaliti vsem našim gledalcem, da je pot poti, kateri so me pripeljali do vas. Tudi te oddaje, ki so nastale, so bile na željo njih in tudi Bogu hvala. Zahvaljujem se vam za pogovor in vam želim obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Želim vam, da še naprej ostanete pravi Jezusov duhovnik in res pokloni, da se spregovori za naše gledalce oddaje Pot poti. Hvala lepa, tudi vam se zahvaljujem, da se zanimate za nas, za ta svet, kajti tudi v medijih mislim, da gluhim pripada določen prostor, ki ga drugi ne morejo nadomestiti, ampak se zanj izborijo in ga peljejo naprej samo gluhi sami. Vaš, spoštovane gledalke in gledalci, pa lepo pozdravljam iz Ljubljane z starim krščanskim pozdravom. Hvaljen Jezus in Marija. Maria.